S kitkom v svet pravljic. Radio Sora poslušate v tem poznem torkovem popoldnevu in zdaj le čas za najmlajše. Čas je za pravljico. Danes boste slišali pravljico Piška, stresi se, povedala pa jo bo Daniela Dolinar iz Škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja. Veliko užitkov ob poslušanju vam želimo. Notri pod gozdom je živela neka ženska s svojim sinom Edinčkom. Drugega nista imela kakor revno kajžo. Poleti je hodila mati čez velik hrib v bogato vas delat. Neke zime pa je zbolela. Vsega je zmanjkalo, moke, kruha, vsega. Sinček je bil lačen, hotel je jesti in je spraševal: Kaj bom jedel? Kaj bom jedel? Tako sem lačen. Mati pa je rekla: Na polici je še ena skorja kruha, še tisto vzemi in pojej. Seveda pa tista skorica kruha ni bila za dolgo. Kmalu je bil spet lačen in je spet stokal. Mati je rekla: Pojdi k ljudem, kjer sem delala poleti. Ti bo že kdo kaj dal, kakšno prgišče moke ali kakšno skorjo kruha. In tako je Pavelček šel. Vzel je košek na rame in šel čez hrib v vas. Revček pa ni vzel nobene vreče ali rute, da bi moko notri deval. Kar v koš je stresal, kar so mu ženske dajale. Ko je dobil že poln košek moke, se je odpravil nazaj domov, da bi mati brškaj skuhala. Zdaj pa ne bova več lačna, si je mislil. Ko je prišel na tisti visoki hrib, pa je zapihal veter, košek pa pokrit ni bil in tako mu je veter vso moko razpihal. Ko je prišel domov, je bil košek prazen. Kaj je pa to, da ni zdaj nič notri, je dejal. Mati pa: Vidiš, ko nisi koška nič pokril, moko bi moral dati v vrečo ali v kakšno ruto. To ti jo je veter čez hrib razpihal. Zdaj gre Pavelček na hrib in zavpije: Veter, daj mi moko nazaj. Vpije, dolgo vpije, pa stopi preden velik zelen mož. Kaj tako piješ, pravi. Si mi ti moko razpihal? Daj mi jo nazaj, pravi fant. Veter pa: Jaz ti je ne moram dati, ker sem jo razpihal čez hribe in doline. Ti dam pa tole piško. Čim boš rekel: Piška, stresi se, že bo od nje zletelo 6 zlatih cekinov. In mu jo je dal. Pavelček je piško vzel in šel vesel domov. Ko je prišel domov, je rekel: O, mati, zdaj nama pa ne bo več treba kuhati. Kar v trgovino bom šel in bom z denarjem kupil, da bova imela za jesti in za piti. Potem je pred mater postavil piško in rekel: Piška, stresi se, in že je od nje zletelo 6 zlatih cekinov. Tako sta potem lepo živela, za denar sta dobila vse. Ker pa je bilo zdaj pri hiši vsega dovolj, se je Pavel prevzel, se je vsega naveličal. Je hotel po svetu, da se malo postavi pred ljudmi. Šel je in ko se je znočilo, se je ustavil v neki gostilni, da v njej prenoči. Vsem je pokazal, da ima piško, ki stresa zlate cekine. Piška, stresi se, je govoril, pa so leteli cekini. Polna gostina ljudi se je nabrala in vsi so jedli in pili na njegov račun. Ko sta gostilničar in njegova žena to videla, sta se hitro zmenila. Kaj, ko bi midva tole piško po noči zmaknila? In res, ko je Pavel trdno zaspal, sta mu jo vzela, v košek pa dala drugo, navadno. Pavel zjutraj vstane, vzame košek in gre naprej. Spet je postal lačen. 10krat ali pa še večkrat je zaklical: Piška, stresi se! Pa ni bilo nič. Piška je bila pri miru in cekinov od nikoder. Pavel se je razjezil, obrnil se je in lačen odšel proti domu. Ko je prišel na tisti hrib, kjer mu je veter razpihal moko, pa je začel preklinjati: Preklicani veter, daj mi moko nazaj, jaz ti dam pa piško. Spet stopi preden tisti zeleni mož in ga vpraša: Kaj spet tako vpiješ? Daj mi moko nazaj, jaz ti dam pa piško, ko ni nič več z njo. Saj sem ti že rekel, da ti moke ne moram dati, ker sem jo razpihal. Ampak zdaj ti dam tale prtič. Kadar boš rekel prtič, pogrni se, bo na njem vsega. Potice, mesa, vina, štrukljev, vsega, kar ti bo srce poželelo. In je izginil. Pavel je šel ves vesel nazaj domov in je povedal materi: Mati, zdaj nama bo pa še bolje, niti v trgovino ne bo treba več, bova kar doma in kadar bova lačna, bova jedla in pila. Potem je zaklical: Prtič, pogrni se,
In prtič se je pogrnil, da je bilo na njemu vsega, kar mu je srce poželelo. Spet sta nekaj časa tako živela, potem pa si je Pavel zamislil, da bi spet odšel po svetu. Spet ni našel miru doma, spet ga je vleklo, da bi se razkazoval in bahal s prtičem, in je šel. Noč ga je ujela na poti in spet je moral prenočiti v neki gostilni. Tudi v tej gostilni se je nabralo veliko ljudi, ko so videli, kaj ima. On je samo klical: "Prtič, pogrni se!" Ljudje pa so jedli in se veselili. Seveda tudi gostilničar je videl, kaj ima, da ni bilo treba nič točiti iz sodov, tudi v shrambo nič, pa so vseeno vsi jedli in pili. Kaj, ko bi jaz tole zamenjal, si je mislil, kako bogat bi postal, če bi imel tak prtič. In tako sta ženo sklenila, da mu bosta po noči, ko bo fant trdno spal, prtič zmaknila. Res sta ga. Ko se je Pavel zjutraj prebudil, bi rad kaj pojedel, pa je vzel prtič iz koša in zaklical: "Prtič, pogrni se!" Prtič je pa kar miroval, nič ni dal od sebe. Čeprav je večkrat zaklical, nič. Prtič ni več slišal. Kaj naj zdaj Pavel? Moral se obrniti, pa ni hotel naravnost domov, ker bi ga mati kregala. Na tisti hrib je šel, kjer mu je veter prvič moko razpihal in je spet začel klicati: "Preklicani veter, daj mi moko nazaj!" Ko dolgo tako kriči, pa spet pride tisti velikan v zeleni obleki. "Kaj spet tako kričiš?" pravi. "Kaj ti je spet?" "Daj mi moko nazaj," pravi Pavel. "Jaz ti dam pa prtič, ker ni nič več vreden." Mož mu odgovori: "Kaj se potikaš po svetu, kaj ne ostaneš doma? Tako so ti vse ti reči pokradli po gostilnah, kjer si prenočeval. Na, še tale kij ti dam. In ko bo šel tja, kjer so ti ukradli piško in prtič, reci: Kij, bi. Kij bo začel neusmiljeno tolči po njih, pa ti bodo vse vrnili." In tako je Pavel vzel kij in je šel najprej tja, kjer so mu ukradli piško. Tam je rekel: "Dajte mi piško nazaj, ker ste mi jo ukradli." Seveda so tajili, on pa je zaklical: "Kij, bi." In kij je začel tolči po gostilničarju in gostilničarki, tako je tolkel, da sta prosila: "Nehaj, nehaj, saj jo bova dala." "Kij, nehaj," je ukazal in je dobil svojo piško nazaj. Potem je šel tja, kjer so mu ukradli prtič. Tam so ravno tako tajili, da nimajo kaj vrniti, da mu niso nič vzeli. On pa je spet zaklical: "Kij, bi." "Nehaj, nehaj," sta prosila, "saj ti ga vrneva." In tako je Pavel spet ukazal: "Kij, nehaj." In je dobil tudi prtič. Šel je domov in zdaj je imel vsega dovolj. Zlatega denarja in prtič, ki se je pogrnil vsak dan sproti. Oženil se je in srečno živel. In tudi mati ni trpela nič več hudega. Morda še zdaj kje živijo, če niso že umrli.